Pozdravljeni! Ena izmed največjih ikon Formule 1, če ne že največja, je bil Enzo Ferrari. In kak je bil Enzo Ferrari zasebno? Ko gledamo njegove fotografije oziroma kakšne stare videoposnetke, opazimo njegova sončna očala. Ta so bila zmeraj prisotna na njegovem nosu, tako izven, zunaj, kot v prostoru. In legenda pravi, da si jih je nadel na nos na dan, ko je umrl njegov priljubljen sin Dino. Drugi pravijo, da so ga začele motiti bliskativice fotoreporterjev. Kar je znano, kar pravijo mnogi strokovnjaki, je, da je imel najraje sončna očala tipa Persol 2762. Še danes jih je mogoče dobiti v prodaji. Druga zadeva, vezana na Ferrari, so seveda cestni osebni avtomobili. In kaj je najraje vozil Enzo Ferrari? Vsakdo bi pomislil Ferrarija, napaka, Peugeota. Od približno sredine 60-ih let pa do kjer je še on vozil, imel rad avtomobile znamke Peugeot. Imel je v svoji lasti Peugeot 404, katerega je tudi rahlo predelal. Nato ga je zamenjal čez leta z modelom 504, na koncu pristal v elegantnem 504 Coupé. In ko je bilo slabo vreme, ko je bilo deževno in ko ni imel koga zapeljati s seboj, se je Enzo Ferrari v svojo pisarno najraje pripeljal v svojem osebnem Mini Cooperju, katerega mu je podaril nihče drug kot Alexis Sigonis. Enzo Ferrari je rad hodil na obisk znanim osebnostim in poklon, ki si ga je izmislil za te svoje goste, je bila ročna ura, katero je izbral sam. Bistveno pred današnjim časom, ko je stalnica, da se proizvajalci ročnih ur vežejo na določene ekipe, je on izbral ročne ure Longines, katere je naročil, da so jih predelali, da so imeli na številčnici znak Scuderie Ferrari in te je podaril najbolj eminentnim gostom. Poleg tega je bil znan po svojem črnilu. To je bilo zmeraj vijoličasto. To pa zaradi tega, ker njegov oče Alfredo je imel delavnico in v tistih letih, ko jo je imel, ko je bil Enzo še majhen, kakšnih računalnikov ali fotokopirnih strojev ni bilo. Bilo je treba pisati vse na roko, napisani stroj, to se pravi vsa pisma in fakture so morali biti kopirane s kopirnim papirjem. Ker je njegov oče Alfredo moral to tudi podpisati, je uporabljal poseben svinčnik, kateri je imel skupaj z grafitom tudi črnilo, tako da na originalu se je podpisal s črnilom, a skozi tisti kopirni papir je zaradi pritiska svinčnikom bil podpis vtisnjen tudi na kopijo. In ta podpis zaradi barve kopirnega papirja je bil vijoličen. Tako je Enzo Ferrari vzljubil to barvo. Zmeraj na vseh njegovih dopisih boste tudi videli, da se je podpisal kot Ferrari, nikoli kot Enzo, to je znano že z obdobja pred vojno, in vijolične barve. Znano je, da je papirnica, katera je v Maranellu še danes, Kartolerija Olivieri, vsako leto Enzu Ferrariju podarila steklenico, litrsko steklenico posebnega črnila znamke Gronchi Viola, katere danes ni več v proizvodnji, in to je Enzo Ferrari rabil kot tisto osebno črnilo za njegove zaznamke, ki jih vidimo na raznih pismah, pogodbah, kjerkoli. Znano je tudi to, da je Enzo Ferrari sam osebno odgovarjal na svojo pošto. Najsi bo to na pisma, ki so mu jih pošiljali navadni ljudje, kot na tisto poslovno pošto. Bil je cele dneve v pisarni, odgovarjal na pošto, se ukvarjal s takimi zadevami, ki se danes zdijo rahlo čudne. In v teh pismih je bil zmeraj spoštljiv, vikal je ljudi, a zmeraj je pokazal nek ton človečnosti, prizadevanja tudi za stanje drugega človeka, kar vidimo še danes iz teh enkratnih pisem. Tudi za novo leto se je vsakomur, ki mu je zaželil dobre želje oziroma za rojstni dan, osebno zahvalil za pismo. Iz teh njegovih pisem, iz teh njegovih dopisnic, ki so ostale, izhaja še nekaj drugega. Njegova ljubezenska razmerja. Ne bi rad tu govoril o tračih, a zanimive so zadeve povezane prav s tem.
Enzo Ferrari je bil poročen samo enkrat, z Lauro Dominico Garello. Poročila sta se pred drugo svetovno vojno 1932 in z tega zakona se je rodil sin Alfredo, po njegovem očetu. Alfredo, ker je bil po dedku imenovan, so ga klicali Alfredino, skrajšano Dino. Tega sina je imel Enzo Ferrari izjemno rad. Umrl je zaradi mišične distrofije, mlad 1956. leta. Potrl Enza, da je nastala ta legenda o sončnih očalih. Izjemno navezan je bil nanj. Spomnimo se samo, da so bili vsi motorji V6 pri Ferrariju imenovani Dino, po njem, kajti bil je študent inženirije. Tudi znamko teh bolj dostopnih avtomobilov je poimenoval po njem. A Enzo Ferrari je bil daleč od zvestega človeka. Znana je njegova dolgoletna afera z Lino Lardi. Z njo je imel drugega sina, Piera, kateri je živ še danes. In zanimivo je, da mnogi viri govorijo, kako se je zakon z Lauro končal nekje po smrti Dina. A če pogledamo, kdaj se je rodil Piero, 1945, vidimo, da je imel afere bistveno prej. A to ni važno. Zanimivo je to, da svoji ženi je ostal uradno zvest do konca, ločitve ni hotel sprejeti. Piero je postal Ferrari šele po smrti Laure, to se pravi po letu 1978. Kar je malce manj znano in bolj zanimivo z zgodovinskega vidika za naš navdušence Formule 1, je pa afera z Fiammo Breschi. Ne bi se razpuščal v osebne zadeve, a Fiamma Breschi je bila partnerica Luigija Mussa. Ona je bila ena izmed redkih prič med tistim trobojem Musso-Hawthorne-Collins iz 50-ih let. Znana zadeva. Nato sta z Enzom Ferrarijem postala zelo navezana, sodelovala sta tudi pri oblikovanju notranje opreme njegovih cestnih avtomobilov, nastalo je razmerje, baje, da se je Enzo Ferrari hotel celo poročiti z njo, zavrnila ga je, to je vse znano z teh pisem, ki so ostali za njima, a kar je bolj zanimivo, Fiamma Breschi je pri Ferrariju dosegla dve zelo pomembni stvari. Ena sicer malce manj, to je ta, da je skušala do konca spremeniti njegov stil oblačenja. Kajti, če pogledamo Enza, ga na fotografijah vidimo zmerom oblečenega kot starega dedka iz 30-ih let v Italiji. Se pravi, hlače je imel izjemno visoko postavljanje, kratko kravato, prevelike suknjiče, skratka, podoba tistega starega dedka iz predvojne Italije. Potem, kasneje, vidimo, da se je malo začel spreminjati. To gre zahvala njej. A kar je bolj pomembno, zaradi tega jo ne bi omenjal tu, je tisto, kar je Fiamma Breschi dodala Ferrariju kot izdelovalcu cestnih avtomobilov. Malo ljudi ve, da je Fiamma Breschi tista, ki je zaslužna, da ima Ferrari tako značilno barvo Giallo Fly. Giallo Fly je različni odtenek rumene barve, kot je Giallo Modena, izjemno cenjen med zbiratelji, nekaj posebnega, podobno kot tista Rosso Corsa, značilna za Ferrari. Je tudi še danes v katalogu v dveh različicah in še danes samo po naročilu dostopna v cestnih avtomobilih Ferrari. Ferrari kot tak je bil zmerom rad v svoji pisarni dolgo v noč in po lastnih besedah je najbolj užival v poletnih mesecih, ko so bili vsi na kolektivnih dopustih in on je lahko sam kraljeval v delavnicah. Znane so fotografije, kako počiva na raznih drugih avtomobilih, predvsem tistih od kolegov, Abarth, kako gleda na stolu njegove bolide, kako krožijo po Fioranu. Skratka, človek, kateri je živel, spal, sanjal dirkalne avtomobile, tudi cestne, tudi bolide Formule 1, je imel zelo zanimivo in kompleksno življenje in tak tudi karakter. In čeprav je
bil zelo vzkipljiv, se je rad kregal, je svojim podrejenim zmerom pomagal in bil človečen do njih. Zanimiva je prigoda, ko je nažalost Mauro Forghieri izvedel, da je njegov sin izjemno bolan, imel je napako na srcu in takrat v tistih letih tudi za Maura ni bil problem denar, da bi peljal v tujino na operacijo, da sinu rešil življenje, temveč problem je bil iz Italije denar prinesti ven. Nič ni povedal Enzo Ferrariju, nič se ni pritožil, nič ga ni prosil za pomoč, čeprav sta bila izjemno navezana in po lastnih besedah je Enzo Ferrari, ko je po čudnih poteh to zvedel, samo prišel do njega, mu dal roko na ramo in povedal, naj pripravi kovčke za njega, sina in ženo, naj odidejo, za vse ostalo je že poskrbel on. Kar je zanimivo danes glede tega lika Enza Ferrarija tudi zasebno, je to, da čeprav je Persol, ki sem ga že omenil na začetku, poslovno vezan s Ferrarijem, kajti znamko Ray-Ban kot Persol ima v lasti Luxottica, teh znamenitih očal, ki jih je nosil Enzo Ferrari, ne propagirajo tako. Tudi črnila, vijoličnega črnila z imenom Enzo Ferrari ne boste dobili, čeprav so nekateri to poskusili, a so bile te avtorske pravice, katere bi jih morali plačati proizvajalcu, temu imetniku imena Enzo Ferrari, bile previsoke. Menim pa, da bi bilo v vseh poplavah teh čudnih spominkov, ki jih vidimo z značko Ferrari, črnilo Enza Ferrarija, kar zanimiva stvar, da bi jo mi navdušenci imeli. V glavnem, hvala za vašo pozornost in nasvidenje v naslednjem prispevku.